Lepo pozdravljeni. Julij je mesec Carla Gustava Junga, znanega psihoanalitika, pravzaprav enega od utemeljiteljev. O njem in o psihoanalizi, pa tudi o malo bolj aktualnih zadevah, kot je recimo nov zakon o psihoterapiji, bomo spregovorili z Bredo Biščak, jungovsko psihoterapevtko. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, Carl Gustav Jung je pravzaprav, če takole na splošno pogledava, v psihoanalizi poleg Freuda najbolj znano ime. Kako pa se pravzaprav razlikuje njegova vsebina njegovega dela od tiste, s katero se je ukvarjal Freud? Ja, oba sta veliki imeni psihoanalize, verjetno so tudi še druga, recimo ta prvo prej na misel Lacan, pa še potem je kup enih drugih znanih psihoanalitikov. Freud velja nekako za utemeljitelja znanstvenega pristopa k razumevanju nezavednega. Že pred njim so pisatelji, kot je recimo Dostojevski ali pa filozof, kot je Nietzsche, razmišljali o nezavednem, obstoju nezavednega, tudi ob tem recimo ena obstaja neka knjiga, ki ima čez 600 strani. Ampak Freud, kot rečeno, je nekako tisti, ki je dal veljavo manifestacijam nezavednega. On je sicer govoril bolj o podzavesti in tudi začel prvi razmišljati o tem, kako lahko analiziramo sanje. Freud je bil od Junga starejši 19 let in ko je Jung začel pri 25 letih kot psihiater po osnovni izobrazbi, medtem ko je bil Freud nevrolog, delati v psihiatrični bolnišnici Burgholzli, to je bilo v Zürichu v Švici, je bila to tedaj ena najsodobnejših psihiatričnih bolnišnic v Evropi in je direktor Eugen Bleuler tudi uporabljal spoznanja tega, čemur se je kasneje reklo freudovska psihoanaliza pri delu s klienti. Jung je, ko se je odločil za študij psihiatrije, se je odločil na koncu za ta študij, ker ga je vse življenje zanimalo, da bi študiral nekaj, kar povezuje na eni strani tako naravoslovje, na drugi strani pa humanistiko, in je to našel tedaj v psihiatriji, ki se je kot veda šele vzpostavljala in uveljavljala. Zakaj to omenjam? Ker je on potem razvil tako imenovani eksperiment z asociacijami in je na ta način čisto praktično, eksperimentalno dokazal obstoj nezavednega. Jung je namreč vse življenje trdil, malo daljši uvod zdaj delam, no. Kar izvolite. Pravzaprav zanima me samo še mogoče, kakšen pa je ta eksperiment. Ja, bom povedala. Jung je namreč vse življenje trdil, da izvira iz konkretnega, se pravi iz dokazljivega in od tega prehaja k teoretičnemu, Eksperiment je tako potekal, da je zasnoval približno 100 besed, ki jih je kasneje razvijal in tudi sam eksperiment dopolnjeval. In potem so on recimo kot analitik je te besede eno po eno prebral svojemu klientu in je meril odzivni čas, In je ugotovil, to so že prej ugotovili, da so pri nekaterih besedah odzivni časi daljši, gre za sekunde. Do takrat so sklepali, da to, da so daljši, da to je nekaj narobe. Jung je bil pa prvi, ki je pomislil, da ravno to, da je odzivni čas daljši, recimo nekdo je rekel besedo mama ali pa besedo pokopati in da se vi dali recimo kot klientka asociacijo trajalo dlje časa kot sicer, ravno v tem daljšem odzivnem času je ugotovil, to o nečem govori, in je pač kasneje formuliral, govori o tem, da je tukaj psiha naletela na kompleks in se je tukaj nekaj ustavilo. In je ravno to, da je bil daljši čas vzel pravzaprav kot enega od pokazateljev, da nekaj zadaj je. Merili so pa tudi, mislim, da spremembe na koži pa še nekaj drugega. Ampak skratka, na podlagi prav tega njegovega eksperimenta, ki je še danes veljaven, čeprav se ne uporablja pogosto, so pozneje razvili tudi detektor recimo laži, In to smo ravno zadnjič izvedeli. Tudi sam Jung je sodeloval občasno s policijo, ker so mu recimo povedali imena par osumljencev pri nekem umoru in potem je za te potencialne morilce je teh običajnih 100 besed je malce nekatere spremenil, da je nekako dal noč, če sem prav razumela, kot lastnosti tega umora, da so potem lažje preverjali, kdo naj bi bil morilec.
In s tem eksperimentom je dokazal to, kar je trdil Freud, da podzavest nezavedno obstaja. Ne. Pač o tem lahko sklepamo samo po manifestacijah, potem kako se kaže v realnem življenju. Ne. Torej, to uvodoma. Ne. In ker je to razvil, ker je v bistvu s tem eksperimentom potrdil osnovno Freudovo tezo, je zbudil zanimanje tudi pri Freudu, a ne. Začela sta si dopisovati, Freud je bil nad njim navdušen. In ko sta se srečala na Dunaju, naj bi to srečanje baje potekalo, mislim, da 7 ur ali celo še več. No. Skratka, bila sta zelo navdušena drug nad drugim, veliko sta sodelovala, skupaj sta potovala tudi v Ameriko, vendar sta potem po približno 7 letih sta se razšla. Razšla sta se pa zato, ker je Jung začel drugače pojmovati psihično energijo kot Freud in ker je začel s časoma razvijati svojo teorijo, svoj pogled na psiho in zdaj počasi prijeva do tega vašega vprašanja. Ne. Freud je večinoma, ko je delal v svoji zasebni klinični praksi, delal na Dunaju, večinoma ženskami, ki so bile seveda svojo delovanjem, psihe in življenjem odraz tedanje meščanske družbe. To je bil prelom, 19.–20. stoletje. To je bila družba, ki je bila izrazito konzervativna in je večina teh žensk, ker so jim seveda vcepljali od malega, da je spolnost nekaj slabega, je imela težave, kako naj izrazi neko vrsto energijo, ki je naravna, ki je prisotna v vsakem človeškem bitju. In je on na podlagi dela z njimi pač razvil svojo osnovno teorijo, da je libido v bistvu spolna energija, ne? In da je to tisto, kar nekako usmerja naše delovanje. Jung je videl to opredelitev kot preosko in je rekel, ne, da je energija sama po sebi ni samo spolna. Energija je v bistvu nezaznamovana v tem smislu, kot če si predstavljate električno energijo, ko prižgemo luč, če bo šla luč skozi rdečo žarnico, rdeča žarnica bi bila recimo metafora za nek spolni kompleks, bo zasvetla rdeče. Če bo šla, ne vem, skozi zeleno žarnico ali pa modro žarnico, bo zasvetla drugačne barve. Ne. Se pravi, energija psihična v nas je, potem je pa po Jungu odvisno skozi kateri komplekse imamo pa vsi gre in takrat se potem rečemo, ne vem, to je spolna energija, ne vem, to je intelektualna energija in tako naprej. Ne. To je bil začetek. Drug velik odcep se je tudi zgodil razlika, ko je Jung leta 1913 izdal svojo knjigo Simboli preobrazbe, kjer je opisal tudi o svojih pogledih na shizofrenijo. Zelo se je bal izdajati knjige, ampak mislim, da je ravno v tej knjigi predpostavil, da poleg tega osebnega nezavednega ali pa osebne podzavesti obstaja tudi nekaj, kar je kolektivno nezavedno. In tukaj je naredil ta velik korak stran od Freuda. Ne. In z objavo te knjige se je dejansko zgodilo to, kar se je bal, da se bo. Freud ga je zavrnil. In Jung je nekaj časa veljal v bistvu za osamelca na področju psihoanalize, vendar pa je vztrajal na tej svoji poti in razvijal pol še vsa neka nadaljnja spoznanja, ki jih je potem oblikoval skozi svojo vejo psihoanalize, ki jo je pa poimenoval analitična psihologija, ravno zato, da bi se razlikoval od psihoanalize, ki je bila tedaj vedno pač konceptualno vezana na Freuda. Ne. Ko je razmišljal o imenu, je sprva celo razmišljal, da bi svoji vrsti veji psihologije rekel tudi kompleksna psihologija oziroma psihologija kompleksov, ker je videl komplekse kot neke gradnike osnovne človeške psihe, a ne v smislu vsi imamo komplekse, ne samo ljudje, ki so zakompleksani. Potem pa se je odločil za analitično psihologijo v smislu s poudarkom na neki analizi, razčlenjevanju, kar pa vedno za sabo, ne, to mislim, da je smiselno poudariti, prinese tudi sintezo, ne, ko pač delamo s klienti, poskušamo ločevati ravno zato, da pridemo do nekih osnovnih stvari in da se potem lahko ti elementi, ki so v naši psihi, nekako na novo povežejo, tvorijo neke vrste nove sinteze.
Ali v Sloveniji pravzaprav lahko izvajate jungovski način psihoanalize? Od nekaterih psihoterapevtov sem že slišala, da smo tako navajeni tistih pravzaprav ameriških predstav, ki jih vidimo na televiziji, recimo, tukaj od te pa do te ure imam torej psihoterapijo. Jungovska se vendarle načeloma izvaja malce drugače, kaj ne? Zdaj prvo vprašanje, ali smemo, sva zdaj lahko rečeva takoj pri aktualni vprašanju. Trenutno je še lahko, ker v Sloveniji ni veljavnega zakona. Zakon, vemo, se sprejema zadnje leto, razprave so precej burne, ali bo sprejet v tem trenutku, ne vemo, septembra gre proces naprej. In po zadnji različici naj bi šele po sprejetju zakona Ministrstvo za zdravje določilo, katere smeri bojo sploh priznane kot veljavne. V tem trenutku, kot rečeno, na trgu delujemo psihoterapevti in psihoterapevtke različnih smeri. Jungovska smer v svetu je uveljavljena, tako kot je freudovska psihoanaliza. Ene stvari, ki ste imeli recimo to na uro, ima tudi jungovska. Temu mi rečemo okvir ali pa setting, ki je, čeprav se sliši morda zelo smotano in banalno, začnemo, ne vem, uro ob 4 popoldne in končamo točno ob 4:50, je ta okvir zelo pomemben. In kot rečeno, ga je prevzela tudi jungovska psihoanaliza ali pa jungovsko-analitična psihologija. To pa zato, ker reden okvir pri jungovcih je ponavadi, vsaj pri nas v Sloveniji, običajno to srečanje redno enkrat na teden, nekateri tudi 2-krat, medtem ko je freudovska psihoanaliza začela tudi srečami 4-krat ali 5-krat na teden in ponekod to še izvajajo. Ampak prav ta reden okvir oziroma odstopanja od okvirja, ali nekdo zamuja konstantno, ali prihaja prej, ali pozabi, da ima srečanja, odstopanja so ponavadi, mi rečemo, pomenljiva, za sabo nosijo nek simbolni pomen. In pač vsa ta leta ukvarjena s psihoanalizo ali pa z jungovsko psihologijo so pokazala, da se marsikdaj, ko pride do odstopanj od tega osnovnega okvirja, se pravi teh osnovnih pravil psihoterapevtskega sodelovanja, da se za temi odstopanji skrivajo neke, mi rečemo, zelo, zelo primarne potrebe. Recimo, zdaj si bom zmislila primer, nekdo zamudi na uro, konstantno zamudi in morda, če bi šli s tem, se o tem pogovarjati, zakaj se to dogaja, morda bi prišli do tega, da potrebuje občutek, da ga nekdo čaka, da je zaželen, Nekdo pa lahko zamuja čisto zaradi drugega razloga, Ampak skratka, če se nam uspe s klientom, stranko, kot mi rečemo v našem žargonu, pogovoriti, zakaj ta okvir ni upoštevan, lahko prijemo do zelo dragocenih spoznanj. Tako da, če sem zdaj ugotovila, so pa nekatere stvari jasno, kjer se jungovski način dela nekoliko razlikuje od freudovskega. Gre pa v osnovi še vedno za pogovor. Pogovor, ja. Pogovor, mislim, da je bil Freud tisti, ki je rekel temu talking cure, se pravi zdravljenje s pogovorom, značilno je, recimo, zaželeno je, recimo pri jungovski terapiji, čeprav morda kdaj slutimo, da bi recimo nekdo rabil objem, se pravi fizičen dotik, ker bi mu ta objem morda dal varnost, je recimo ravno zaželeno pri jungovski terapiji, da se lahko o tem govori, da človek sam s časoma zazna, da v tistem trenutku potrebuje v smislu ta objem, ki mu simbolizira neko varnost. Če bi pa nekoga kar tako objeli, bi pa lahko za nekega drugo stranko to pomenilo tudi nek hud vdor v njegov osebni prostor. Zato je zaželeno, da se v teh stvari, če se le da skozi pogovor, pride do tega, kaj nek manko, neka potreba, neka želja po nečem, mi rečemo, predstavlja oziroma simbolizira. Kako pa je recimo z osnovnim razumevanjem posameznika v tem smislu, iz koliko plasti je sestavljen? Pri Freudu imamo, da nimo id, ego, superego. Kaj sta anima in animus pri Jungu? Jung je
te njegove opredelitve jih ni vzel, je razvil drugačen sistem, a ne, kolikor v osnovi poznam je, če upam, da ne bom zdaj naredila kakšne neumnosti rekla, ampak ego naj bi bil pri Freudu ta, ki je v bistvu tudi pri Jungu, no, ta osnovni del, ta naš zavestni del, Jung mu tudi reče včasih, ali pa Jungovci mu rečemo ego kompleks, ta del, se pravi, ki ga uporabljamo pri budnem funkcioniranju in ki nekako predpostavlja neko kontinuiteto, ne vem, rodila sem se kot Breda, še danes sem Breda, po izobrazbi sem to in to, a ne. To, čemur je, če se prav razumem, rekel Freud, it je pri njemu podzavest in velja zgolj na nek osebno podzavest, se pravi po Freudu tisto, kar nam je bilo težko, pa smo potlačili. Superego je pa kot nekakšen moralni kompas v nas, tisto, kar nam ponovadi starši in družba privzgojijo, ne, in potem deluje v nas. Jung je pa tukaj razvil drugačno poimenovanje. Še vedno tale ego kompleks ostane kot tisti budni del, ki funkcionira. Potem je pa ugotovil, in to znova poudarjam, ugotovil je pri delu s klienti, a ne, najprej v tej psihiatrični bolnišnici, potem je tudi on imel zasebno prakso, in ugotovil je v nekem burnem obdobju svojega življenja, ki mu je rekel soočenje z nezavednim, z lastnim nezavednim, da naj bi v človeku obstajal del, ki je nekako višji temu, čemu rečemo ego, temu zavestnemu delu, in mu je on dal ime sebstvo. Jung tudi ni ustrajal, ne, da moramo zdaj temu reči samo sebstvo. On je bil tle dosti širok in je rekel, morda bo kdo temu, ne, recimo v religijah rekel višji jaz. Šel je celo tako daleč, da je predpostavil, ne, da to, k čemur v krščanstvu rečemo Bog, pisano z veliko začetnico, je skozi njegov pogled pravzaprav Bog v nas, sebstvo. Se pravi, kot nekakšen notranji vodnik, ki je bolj pameten od te naše omejene zavesti v budnem stanju, a ne. In je nastala ta osnovna, se pravi, če imamo ego in ponovadi se predstavljamo zgoraj sebstvo in, a ne, del dela v našem načinu jungovsko je, kako deluje ta povezava. Ali smo, se pravi, odprti za govorico sanj in fantazij, s katerimi se izraža sebstvo. In ker ima pač po njegovem sebstvu širši pogled na naše delovanje v svetu, a ne, ve več kot naš omejeni ego pogled, a ne. Tukaj je začel. Potem je pa ugotovil še, kot ste omenili, anima in animus. Ugotovil je, da se pač znova skozi praktično, klinično delo in skozi svoja soočanja z lastnim nezavednim, da se recimo v sanjah ali pa v vizijah pojavljajo in moške in ženske figure. In on je predpostavil, da je v psihi moškega, kadar sanja ženske, da je to tako imenovana anima, ki je po eni strani kot nekakšen zbir predstav, ki jih ima ta moški o ženski, v realnem svetu, ampak tudi o nečem, kar rečemo mi njegov ženski pol. In obratno je pri ženski, se pravi ženska v budnem življenju, recimo sanja moške, to naj bi bil njen animus, a ne. In za oba je predpostavil, da sta nekako kot vodnika po našem nezavednem svetu. Potem se pa malo zakomplicira, ne, kajti čas je prinesel, on je tudi predpostavil, ne, Jung je rekel, pisal je to, mislim, da teorijo razvijal v 20-30 letih prejšnjega stoletja in je te predpostavke, kakšen naj bi bil animus v ženski, se pravi notranji moški v ženski in obratno anima v moškem, veliko povezal s tedanjimi pravzaprav stereotipnimi prepričanji, a ne. In je recimo rekel, da dokler anima v moškem ni razvita, velja kot za eno, med narekovaji, muhasto žensko, medtem ko animus v ženski naj bi predstavljal tisti intelektualni del, a ne. In ravno tukaj je potem ratalo to jabolko spora, ne, kako je s temi opredelitvi kasneje, čez desetletje, kako je zdaj s temi opredelitvi moškega in ženskega. Ampak spet klinična praksa kaže, da so te morda modificirane pojmovanja animusa in animu
uporabne, ko delaš s klienti. No. To se kaže prav, ko delamo s sanjami. Ne. Zdaj, tako Freud kot Jung sta se ukvarjala veliko z analizo sanj. Nekateri pa recimo se sanj sploh ne spomnijo, ko se zjutraj zbudijo. Lahko torej vsakega pripravimo do tega, da vendarle svoje sanje tudi analizira. Predvsem jih mora začeti, sanja jih, predvsem si jih fino, da si jih začne zapomniti. Po teoriji, pa tudi zdaj mislim, da je kup ženih teh medicinskih nekak raziskav, ki kaže, da sanjamo vsi. Jungovci rečemo, da je potem ključno, ali je ta kanal naš med zavestnim in nezavednim odprt. Kajti eno je, da sanjamo, drugo je to, da smo si sanje nezavedno pripravljeni zapomniti, in tretje je, da smo si potem sposobni ali pa pripravljeni tudi zavestno analizirati, se vanje poglobiti. Načeloma je tako, da bolj ko se človek ukvarja s svojimi sanjami, se pravi s tem, kar ponoči sanja, v tem smislu sanje, bolj ko jim posveča pozornost, bolje si jih časoma zapomni. Dokaj tipičen nasvet je, kako si zapomniti svoje sanje, je, da se človek, zdaj najbolj preprosta metoda, da se ponoči zbudimo in jih posnamemo na telefon, in si jih potem čez dan bodisi zapišemo. Včasih so si jih pa nekateri še vedno vztrajajo pri tem, da se zbudiš, pa si jih kar zapišeš. Ampak dejstvo namreč je, da če predolgo čakamo, recimo zjutraj pa začnemo take zelo vsakdanje stvari početi, kot je umivanje zob pa kuhanje kave, te sanje dostikrat izpuhtijo, in jih je zato smiselno ujeti res še najbolj takoj zatem, ko smo jih sanjali. Tudi kasneje se začne dogajati, da jih začnemo sami malce spreminjati, oziroma kot je Freud rekel, že malce cenzurirati. To je teorija, v praksi je pa tako, da imamo seveda osebe, ki ogromno sanjajo in nimajo težav, da tam, rečemo, material prinesejo na analizo. Imamo pa tudi osebe, ki prinesejo recimo na leto 3 ali 4 sanje. In zdaj je seveda tudi stvar osebe, ki sedi nasproti klientu, zdaj res po domače reči težiti nekomu, a imate sanje, vsako uro seveda povzroča pritisk, in najbrž ni najbolj pametno. Tako da lovimo neko, po mojem, jaz bi rekla, neko zdravo mejo, tu in tam pa vprašamo po sanjah, kajti to, da si sanj ne zapomnimo, lahko govori tudi o neke vrste odporu oziroma predstrahu z informacijami, ki jih nosi nezavedno. Je mogoče kdaj povezano tudi, ne vem, z uživanjem kakšnih substanc, recimo ravno iz Jungove analize Ronalda Hazarda je kasneje recimo izšlo tudi pravzaprav to združenje oziroma te terapevtske skupine na temo anonimnih alkoholikov, recimo ljudje, ki so veliko uživajo alkohola ali drugih substanc, recimo težje pridejo do te REM faze oziroma se nekako prej jim izbriše iz spomina. Je bilo mogoče tudi to, kako povezano, če se spomnite tega njegovega študija iz 1926, ga je preučeval? Tukaj vam v enem delu težko odgovorim, ker za konkretno, kako je to povezano, prosto neko rečemo biološko ali pa nevrološko REM fazo, pa ali si predvsem zaužil alkohol, ne bom, Pač poznam to zgodbo, kako je sodeloval pri nastanku anonimnih alkoholikov. Odgovorim vam lahko v tem smislu, da nekatere substance, kot so recimo ayahuasca, se pravi ta psihotropna sredstva, absolutno odpirajo nezavedno. In takrat je ta, ne bom rekla vdor, ampak poplava nezavednih podob je bistveno močnejša, bistveno daljša, kot je pri sanjah. Tako da so, bi rekla, sta psihotropna sredstva, ki spodbujajo to, da se nezavedno odpre in da derejo te podobe ven. Kako je pa recimo konkretno pri alkoholu, pa bom rekel, težko komentiram. Kako je s tem, koliko se recimo nekdo, kar ste omenjali pač alkoholik, nek alkoholik spominja svojih sanj, to ne bi vedela. Ker koliko je to potem odvisno tudi znova od primera do primera. Ampak če smo prav pri alkoholikih, že pristopi terapevtski so različni. Nekateri delajo samo z osebami, ki so se nekako zavezale, da bojo nehale uživati alkohol.
pomislek, ki ga namreč sama imam, ne, če hodi recimo na terapevtske ure nekdo, ki še uživa alkohol, kako je z njegovo osnovno strukturo, ali v smislu nek način labilen, kajti analiza sanj ni za vsakogar. Zato, da greš v analizo sanj, analizo svojega nezavednega, ne, moraš imeti neke vrste, temeljna struktura mora biti kolikor toliko dobra, stabilna, oziroma psihoterapevt mora tudi presoditi, kdaj analiza morda ni smiselna. Vsekakor, to je že potem, tukaj prehajamo potem že v psihiatrijo, ne, pri osebah, ki imajo psihotične težave, psihotične motnje, se nezavednega ponovadi ne analizira, ker bi se s tem, oni imajo že tako, ne, vsak, kdor ima shizofrenijo, pravimo, je ta pokrovka, kjer nezavedno plane vam preveč odprta in je treba to dol tiščati, ne. Analiza sanj je bolj za tiste, ki sodimo med to, čemur so včasih rekli nevrotiki, pa tudi do neke mere mejne osebnosti, ne. Pa že tam je tudi zelo težko delo, no. Torej recimo, ko pride klient na pogovor, je prvi bolj seznanitveni, si včasih tudi menjavate kliente, kdo je recimo bolj usmerjen za to, ali pa rečete mogoče kar sami, torej morda bi bil psihiater primernejši naslov? Ja, vsekakor je treba vprašati, ne, kakšna težava je zadaj, a ne, kajti če gre, tudi kadar vprašamo, ali ste morda obiskali psihiatra, ne, kajti pri določenih stvareh, če pride nekdo, ki je zelo, zelo depresiven, a ne, ki sploh v bistvu nima energije, da bi se nekako psihične energije, da bi se začel pogovor, je smiselno, da se začne psihiatrično zdravljenje, da se s tabletami najprej doseže neka stabilnost v psihi in potem, da se gre naprej, ne. Ampak zdaj smo spet na področju, ne, smo takoj pri zakonu, a ne, tukaj so pogledi zelo različni, ne, tukaj bi psihiatri in klinični psihologi rekli, kaj so zdaj čigave pristojnosti, ne, ampak ja, treba je povprašati, ne, zakaj prihaja, a ne, kakšna je zgodovina tega simptoma, ne, in ali je že v nekem psihiatričnem zdravljenju, ne. Zdaj, če obrnem to na vidik klienta, ne, to smisel, da povem, ker mogoče včasih ljudje ne vedo, kaj naj pričakuje od psihoterapije, a ne, ampak če ga psihoterapevt ali pa psihoterapevtka vpraša, ali ste bili že pri psihiatru, to ne pomeni, da predpostavlja, da morda ima on težave s psihozo, ampak je to nek smiselen varnostni korak z vidika duševnega zdravja. Nekateri sicer pravijo, da bi skorajda vsakemu lahko predpisali psihoanalizo oziroma psihoterapijo. Vi torej pravite, da temu ni ravno tako? Mora biti vedno zadaj nek problem ali? Ne, bolj se to vprašanje, mislim, da ga je smisel malce bolj samo opredeliti v smislu opredelitve, kaj je psihoterapija, ker psihoterapija je več orientacij, a ne. In za psihoanalizo, recimo psihoanalitični pristop ali pa jungovski pristop, kot eden od možnih psihoterapevtskih pristopov, je razlika ta, da gre zelo, zelo globoko. Z vpogledom v nezavedno, se pravi, ko nam nekdo pove svoje sanje in se o njih pogovarjamo in jih probamo analizirati, včasih dobimo vpogled v neko psihično dinamiko, ki se bo v realnem, zunanjem, budnem življenju manifestirala, se pravi, udejanjila morda šele čez pol leta, ne. In zato je tukaj treba včasih presoditi, ali človek, ki v tistem trenutku sedi pred tabo, ali v nekem trenutku potrebuje najprej to, da se najprej stabilizira in umiri in počuti varen, in v tistem trenutku sploh ni sposoben iti v psihoanalizo, ne. In v tem smislu psihoanaliza ni za vsakogar. Na splošno, kar se pa psihoterapije tiče, bi jaz rekla, absolutno je z vidika nas, ki izvajamo to ključno, da imamo neko izobraževanje, ki zadovoljuje neke splošne standarde, čeprav, če zdaj takoj spet omenim zakon, je tukaj zdaj velika razlika, ne, kaj katera stran zagovarja, kaj so neki splošno sprejemljivi standardi. In potem je tudi zelo važno, pomemben je tudi, druga stvar je pa odnos. Kako neka oseba, ki pride k vam, ali vas začuti, to je pa res klient ključen, ali vas začuti, da ste
vi za njega sprejemljivi ali ne. Spravi, če probam ponoviti, psihoterapevt naj bi imel neko ustrezno izobrazbo, ni pa to nujno zagotovilo, da se bosta z nekim klientom tudi ujela in da bo ta terapevtski odnos ploden, ne. Sem že malo pozabila tudi, kaj je bilo osnovno vprašanje, ker se tukaj tako nekako razveje, ne, ampak več faktorjev, ne. Ampak z naše strani pa vsekakor moramo spoštovati določena pravila, s katerimi tudi ponudimo klientu varen prostor, ne. So pa osebe, ki so, če lahko rečemo tako pogovorno, preveč razmajane, preveč labilne, ne, takrat pa ni smiselno, da se gre psihoanalizo, ne. Takrat se tudi znotraj našega jungovskega pristopa pač ne dela toliko, ali pa sploh ne na analizi sanj, ampak na nečem, kar mi rečemo, je najprej grajenje te osnovne osebne strukture, to, kar so prej govorili, grajenje ega, ne. In so potem pristop k temu je drugačen. Ko ste pa ravno že omenili izobrazbo, v Sloveniji pravzaprav se ne morete verjetno povsem izobraziti za jungovskega analitika. Je nujno, da se gre v tujino ali danes temu ni več tako? Če začneva pri akademski izobrazbi, doslej je bilo tako, kakor je meni znano, da znotraj javnih univerz se je neko psihoterapevtsko usmeritev, ampak to je zdaj moj laičen pregled, lahko študiralo samo na teološki fakulteti, kjer si se izobrazil za terapevta zakonske in družinske terapije, ali pa si študiral seveda pač psihologijo in si potem znotraj njihovih izobrazb postal klinični psiholog ali pa pač psihiater, kjer je spet tretja stvar. Prav za jungovsko se doslej do izpred nekaj let nisi mogel izobraziti. Namreč za jungovskega analitika si se lahko izobrazil tako, da si šel v Cirih in se tam šolal, ali pa na način, kot sem se sama, preko neke možnosti, ki jo je uvedlo Mednarodno združenje za analitično psihologijo. Mi smo se šolali tako, da smo imeli 5-krat ali 6-krat na leto teoretična predavanja, potem smo mogli določeno kvoto teoretičnih ur pridobiti tudi sami, bodisi z udeležbo na jungovskih kongresih, bodisi s tem, da smo nekako prisostvovali drugim jungovskim seminarjem. Eden ključnih stebrov te izobrazbe je, kot se reče, lastna izkušnja, to pomeni, jungovci moramo imeti vsi vsaj 240 ur lastne analize pri nekomu, ki je pri mednarodni zvezen velja za jungovskega analitika, in nujno je potem tudi delo s klienti in določena kvota supervizije znova znotraj pri nekom, ki je uradno certificiran jungovski analitik, in potem na podlagi vsega tega imaš izpit in zaključni izpit, in če to opravi, si potem po pogledu Mednarodne zveze certificiran jungovski analitik, ne. Ko društvo pri nas, Slovensko združenje za analitično psihologijo, deluje pri nas od 2008 in znotraj njega si dobival te osnovne ure teorije, ker so predavali mednarodni analitiki, in po letu 2014 se je v našem društvu ta osebna vezna oseba zamenjala in je zdaj profesor Stefano Carta, italijanski jungovski analitik, in on je potem v dogovoru z našim društvom so ustvarili tudi možnost, da se študij jungovske psihoanalize pri nas študira zdaj tudi na zasebni univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, ne. Se pravi, sta dve poti. Je pa trenutno še razlika v končnem nazivu. Tisti, ki končamo kot pri Mednarodni zvezi, dobimo potem naziv jungovski psihoanalitik. Tisti, ki končajo na SFU, še ne dobijo naziva jungovski psihoanalitik. To pa trenutno, to je malo komplicirana situacija, najbrž, če nas poslušajo, ni vezano na slovenski zakon, ker še ne obstaja uradno, je vezano na pravila, ki jih ima Mednarodna zveza. Po pravilih Mednarodne zveze je bilo v Sloveniji do sedaj premalo kvalificiranih jungovcev, da bi lahko sami v Sloveniji začeli poučevati jungovce pri nas. Mi smo imeli vsa ta leta, odkar je društvo slovensko nastalo, status tako imenovane razvojne skupine. Prav na tem kongresu letos konec avgusta naj bi pridobili status skupinske članice, kar predvideva, da bomo čez 6 let, ko naj bi bilo v Sloveniji že 10 kvalificiranih jungovskih analitikov,
dobili tudi ta status, da lahko poučujemo Jungovce pri nas. In od takrat naprej se bo dalo pri nas to samo študirati in bo učili lahko samo slovenski Jungovci pod pogojem, da bo to dopuščal tudi slovenski zakon. Tukaj v bistvu sta, če razumete, dve poti. Eno, kar bo uvedla slovenska zakonodaja in eno, kar pač ima mednarodno zveza kot neko uveljavljeno društvo z večdesetletno tradicijo pač neka svoja pravila. Zdaj, kako pa trenutno zgleda z danes že večkrat omenjenim zakonom o psihoterapiji? Pred nekaj meseci se je zdelo, da bo nekaj povsem drugega. Veliko akterjev iz scene je reklo, da ja, potrebno je urediti to področje, ker je prihajalo tudi do zlorab v preteklosti. Kako pa zdaj kaže? Zakon je bil precejkrat spremenjen vmes. Kako zdaj ta zadnja različica kaže, da se bo torej to področje uredilo? To so zelo sveže novice, v tem trenutku, ko mi dve snemava, mislim, da ravno prejšnji teden se je sestal odbor za zdravstvo v parlamentu in je obravnaval amandmaje na zakon, ki so vložile poslanske skupine, in izkazalo se je, da če je imelo izvorna različica predlagane zakona 39 členov, da sta ostala samo 2 člena nespremenjena. Se pravi, vseh 37 členov je bilo na takšen ali drugačen način spremenjenih. Po pisanju nekega časopisa je to eden redkih primerov sprejemanja zakona v Sloveniji, kjer je bilo doživeti tolikih sprememb. Predvideno je bila druga obravnava zakona na konec julija, tik pred parlamentarnimi počitnicami, ki so jo sedaj preložili na septembra. In če bo potrjeno in če bo potem tudi zakon izglasovan, potem bo začel zakon glasovati, če ne bo izglasovan, potem ne bo. Tako da težko je reči, kaj se bo zgodilo, kajti zaradi različnih dogodkov so sedaj se odločili stranke v parlamentu, koalicijske, da bodo še enkrat šle skozi zakon in poskusile ustaviti še dodatne varovalke. Še enkrat poudarjam, kaj se bo zgodilo, se ne ve, kar se pa je pač pokazalo, že ves ta čas, zakon se sprejema že več kot 1 leto, je velik razkol po eni strani med psihiatri in klinični psihologi na eni strani in na drugi kot tistimi, ki delamo kot psihoterapevti. Zakon naj bi, to je bilo nekako temeljno izhodišče, začel licencirati, kdo lahko sploh izvaja psihoterapijo, in že tukaj je eno od ključnih jabolk spora, kajti psihiatri in klinični psihologi niso naklonjeni temu, da bi v zdravstveni sistem tudi vstopili ti, ki se pač označujemo za psihoterapevte. Po drugi strani je pa seveda zadnji tudi vprašanje, to naj bi financirala javna blagajna, kar pomeni, da bi bilo potem čez čas treba tudi določiti, po kakšnih principih, kakor jaz to razumem, koliko ur psihoterapije lahko nekdo dobi, ki so javno plačane. Ampak to pomeni, da se tudi spreminja, kdo bi lahko dobil del tega kolača, ki izvira iz javnega denarja. Žal se pri vseh teh razprtijah, ki se dogajajo okoli sprejemanja zakona, se ne ve, kaj bo, in tukaj ostajajo ob strani tisti, ki bi psihoterapijo najbolj potrebovali. Ponavadi so to osebe iz nižjih socialnih slojev, ki si psihoterapije, ki je doslej večinoma samoplačniška, se pravi na trgu, ne morejo privoščiti, in problem je pa tudi, ker trenutno so čakalne dobe za otroke, ki bi potrebovali strokovno obravnavo, predolge. In ta segment, kaj se bo s tem zgodilo, se ne ve. Se pravi, tistim, ki bi najbolj potrebovali te storitve, kaj se bo zgodilo po sprejemu zakona, če ne bo sprejet, kaj bo z njimi naprej, se ne ve. Dost pa tudi, kakor sama razumem, ni še najbolj jasno, kaj se bo zgodilo, kako bo zakon reševal te, ki smo končali neke mednarodne veljavne psihoterapevtske usmeritve, kakšni bojo, po kakšnih kriterijih se bo odločalo, ali se boš kot psihoterapevt z neko nekje priznano izobrazbo moral še doizobraziti in koliko časa boš imel še za to. Veliko neznank je še.
Vi ste sicer po izobrazbi tudi prevajalka in med drugim sem na vaši spletni strani zasledila, da se sklicujete na Matjaža Lunačka, ki je nekoč dejal, da je psihoanaliza nujno povezana tudi s poznavanjem književnosti. Torej pravzaprav vaša izobrazba vam šla tako rekoč na roko. Se še danes strinjate s tem in zakaj je pravzaprav to pomembno? Sama sem po osnovni izobrazbi univerzitetna diplomirana angleška prevajalka in literarna komparativistka, se pravi primerjalno književnost sem študirala. Sem pa že pri 18 letih, ko sem se vpisovala, sem razmišljala tudi o študiju psihologije, ker me je to vedno zanimalo, a ne. Me pa pač to, kar je pač študij psihologije, predmetnik, ki ga imel na filozofski, mi ni bil blizu, a ne, recimo jungovska pristopa niti najmanj ni, a ne. In meni je pač jungovski pristop blizu, ker dela s tem, s čimer se pravzaprav ukvarja literatura, a ne, simboli, a ne. Simboli so po eni strani ključni tako v umetnosti, a ne, se pravi znotraj umetnosti tudi književnosti kot ene od zvrsti od umetnosti in simboli so tisto, a ne, s čimer govori naša psiha, a ne. Recimo tudi Jungovo zadnje delo, ki je bilo namenjeno najširši javnosti, je naslovljeno prav Človek in njegovi simboli, a ne. Tako da tukaj sama vidim nek naravni most. K Lunačku bi se še vrnila, a ne. In mislim, da je tudi, da je dokler književnost je pravzaprav od nekdaj govorila o človeški psihi, se ukvarjala s človeško psiho in človeško dušo, a ne, tako kot recimo tudi filozofija, a ne. In ja, doktor Lunaček recimo, pravzaprav na ta citat sem pozabila, če sem iskrena, ne vem, kje točno je uporabljen, ampak tudi kasneje znotraj ene od vej jungovske psihoanalize, ne, imamo pač klasično jungovsko, imamo razvojno, ki ima sedež v Londonu in imamo tako imenovano arhetipsko, ki jo je v Ameriki razvil Američan, ker mi je zdaj pač šlo ime, ampak tudi on je pač opozarjal na to, koliko psihologije je pravzaprav, koliko znanja o človeški duši je že v literaturi, a ne. In to, kar sama recimo vidim kot problematično, je ravno to, a ne, recimo po zadnjih verziji zakona so za tiste, ki naj bi nekoč postali psihoterapevti, kot osnovno izobrazbo izločili humanistično, a ne. Kar nam govori o nekem zelo, jaz bi rekla, materialističnem pogledu potem na to, čemu rečemo duša, a ne. Kakor da bi psiha domovala samo fizično v možganih, a ne, pa vemo, da samo neke znanje medicine ali pa če rečemo mesa, a ne, dobe, se pravi nečesa zelo fizičnega, ne, samo s tem ne moremo mislim, bi zelo, po mojem, parcialno pristopali, a ne, k razumevanju človeške psihe, ki ni samo meso, a ne, ki sega onkraj tega materialističnega pogleda, no. Tako da, zdaj ne vem, koliko sem odgovorila, ampak ne vem, do katere mere smo, ali pa da je vsaj del slovenske mentalitete tudi malo še. Slovencem se pozna, a ne, da smo nekaj desetletij živeli v socializmu oziroma delno v komunizmu, ki je imel ta materialističen pogled, da je psihoterapija in psihoanaliza stvar buržujskega razreda, a ne. In koliko nas to še vedno morda nekatere ovire, ker je pač, ja, ker je psihoanaliza izšla iz meščanskega razreda na Dunaju, ne, ampak se je potem razvila, precej razvila, a ne. Če gledamo tudi na razvoj nasploh, psihoanalize in psihoterapije so bili največji, mislim, zelo pomembni koraki doseženi po drugi svetovni vojni v Londonu, ker je država ugotovila, ne, da je po drugi svetovni vojni ostalo ogromno travm. In so se začeli s tem ukvarjati v javnem zdravstvenem sistemu, a ne. Recimo Donald Winnicott, ki je znamenito ime, bi rekli, freudovske psihoanalize, je bil po osnovni izobrazbi pediater, a ne. Ker se je ukvarjal z otroki, ne, in je potem razvil stvari, ki jih uporabljamo tudi mi kot jungovci, ne. Tako da
Sama bi si pač želela za nek širši, bolj vključujoči pogled na dogajanje v naši notranjosti in tudi za sodelovanje med strokami in mislim med strokami v smislu psihiatrije, klinične psihologije in psihoterapije, a ne. In mislim, da najbrž kot psihoterapevtka nisem edina, ki si tega želi, a ne. Ne nazadnje, predvsem tudi zaradi klientov, a ne, kajti se mi zdi, a ni krasno, da lahko nekdo pride in ve, da ima varno oporo v psihiatru in varno oporo v psihoterapevtu, ne. In kot psihoterapevti smo tudi zavezani, da klienta, če presodimo, ali mi sploh lahko kontaktiramo njegovega psihiatra, ne, ga ne smemo sami po sebi, ne. Ampak ravno to, ne, da stroke med sabo sodelujo, mislim, da potem res ponudi neke temeljne, res za širšo dobrobit, ne, in posameznika in skupnosti, no. Malo sem zdaj spet, ne vem, odplavala od vašega izvornega vprašanja. Je že v redu, ste pa želeli še o Matjažu Lunačku nekaj dodati? Ne, spravim, samo ne spomnim se točno, če je to na moji spletni strani, kje imam ta citat, mi je pa zanimivo, ker pač doktor Lunačka pač sama poznam osebno bolj iz moje druge zgodbe, ker sem kot nekdo, ki je študiral književnost, ne, tudi povezujem literarne pogovore in sem parkrat povezovala pogovor z njimi, a ne, in pri njemu se mi zdi zanimivo to, a ne, on je dolga leta seveda delal kot psihiater, a ne, potem se je tudi izobrazil za freudovskega psihoanalitika in kolikor vem, ima zdaj prav na tej zasebni univerzi Sigmunda Freuda, ne, v Ljubljani prav predava, bodoči, mislim, da freudovskim psihoanalitikom, mislim, da imajo neke ure, kjer študirajo ravno to povezavo, mislim, da morajo prebrati konkretna literarna dela in jih potem obravnavajo psihoanalitičnega vidika, ne. Tako da tudi on nekako se mi zdi povezuje neka svoja zanimanja, kakor vemo, neke točke tudi on študiral literaturo, a ne. Sicer pa 26. julij se približuje, obletnica Jungovega rojstva, ga boste kako posebej obeležili? Ja, mislim, da se zdaj, kaj smo kot društvo, ali bomo postali bolj aktivni šele septembra, morda, kajti kot društvo, namreč se mi zdi, smo dosti usmerjeni zdaj na to, da je v Zürichu, a ne, ob tej veliki obletnici je ta veliki mednarodni kongres, ki je seveda v Zürichu ravno zato, ker je tam Jung deloval, a ne, in bo že sam ta kongres posvečen temu, tudi nekateri drugi, mislim, da srečanja v jungovskem svetu so posvečena tej obletnici. Ne vem, ali bomo potem, to se mislim še kot društvo dogovarjamo, ker smo relativno majhno društvo in je veliko teh stvari, no, ali bomo potem jeseni naredili kakšne dogodke, s katerimi bi želeli opozoriti javnost na to, da je ta velika pomembna obletnica, a ne. Za nas je ta obletnica, kot rečeno, pomembna prav zaradi tega kongresa, konference v Zürichu, kjer bomo kot društvo dobili tudi to, kar sem prej omenila, status, a ne, po vseh teh letih. Mislim, da je bilo društvo naše slovensko ustanovljeno 2008, ko smo bili tako imenovana razvojna članica, bomo zdaj postali skupinska članica, ne, in to se zgodi ravno zadnji dan kongresa, pa tudi tam bova dve novi slovenski psihoanalitičarki uradno promovirani, tako da. Ampak mislim, da je, ja, meni se zdi fajn, meni osebno, da mi to tako lepo sovpade, bi si pa želela, ja, da bi ob tej 150-letnici več tega vedenja, ne samo o Jungu, nasploh vsem, kar je vnesel v ta evropski prostor, pa tudi svetovni, da bi prišlo tudi v slovensko javnost, tako da sem vam tudi hvaležna, ne, za ta pogovor. Hvala tudi vam, da je lahko nekaj več prišlo v slovensko javnost. Hvala. Tako, dragi gledalci, če vas zanima kaj več, seveda poglejte še tudi na spletno stran društva, če ne pa 26. julija bo ta obletnica rojstva Karla Gustava Junga. V primeru, da ste morda zamudili kakšen del pogovora ali bi ga želeli pogledati ponovno, pa vas vabim na naš YouTube kanal Megafon TV, kjer so na voljo tudi ostali pogovori. Do prihodnjič, lep pozdrav!